Komunar pred veselo zdravljico, bratje, čmo zapet. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate, vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Sloveče matere. Živi naj vsi narodi, ki hrepenino čakat dan. Tako dar sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo. Ne vrag, le sosed bo mejak. Strah, pogum, preteklost, prihodnost, totalitarizem, demokracija, vojna, mir, Balkan, Evropa, Jarem, svoboda, Juga, Slovenija. Verjetno, spoštovane in spoštovani, bi našel še mnogo takšnih primerjav, ki so švigale po možganih 29 let nazaj, ravno tu, v Poljčah, pogumnim poslankam in poslancem Demosa, ko so se odločali o bodočnosti Slovenije. Ni bilo lahko. Usoda naroda je bila v njihovih rokah. Zato ne preseneča skepsa, tudi nekaj straha. Oče osamosvojitve Slovenije, dr. Jože Pučnik, je bil tisti, ki je vzpodbudil, da je padla dokončna, zgodovinska, pogumna odločitev. Slovenija bo postala samostojna, neodvisna država in o tem bo odločal narod. Hvala vam za pogum, za demokracijo, za svobodo, za Evropo, za samostojno Slovenijo. Zaradi tega, spoštovane in spoštovani, je tako pomembno, da se vsako leto zberemo tu v Poljčah in negujemo spomin na ta veličasten dogodek, velikokrat pozabljen, a za nas, osamosvojitelje, in za nas, domoljube, ter za zgodovino Slovenije in slovenskega naroda, zagotovo eden bolj ključnih. Spoštovane in spoštovani, dobrodošli tu v Poljčah, dobrodošli v NATO-vem centru odličnosti za gorsko bojevanje. Med nami najlepše pozdravljam predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, gospoda Alojza Kovšco. Dober večer. Predstavnika Slovenske vojske, brigadirja magistra Bojana Pograjca. In župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Nekoga pa še z velikim veseljem pozdravljam. Spoštovane in spoštovani, poslanci Demosa 1990-92, ki so nocoj z nami. Franci Feltrin. Janez Janša.
Marjan Podobnik, Vitomir Gros, Ivan Krefl, Aleksandra Hojvik, Andrej Muren, Slavko Kmetič, August Mencinger, Anton Rojec in Andrej Magajna. Hvala vam še enkrat. Spoštovane in spoštovani, z minuto molka se spomnimo vseh, ki so za samostojno Slovenijo dali največ, svoje življenja. Slava jim. Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve s proslavo tukaj v Poljčah že leta si prizadeva in ohranjuje ta zgodovinski dogodek, da ne bo pozabljen. Pri nas verjetno ne, ampak kje drugje pa tudi. Zato sedaj z velikim veseljem k besedi vabim predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, gospoda Aleša Hojsa. Spoštovani predsednik Državnega sveta, spoštovani gospod župan, spoštovani visoki predstavniki Slovenske vojske, gospe, gospodje, seveda predvsem pa spoštovani poslanci prvega sklica skupščine. Torej, ko tako vsako leto, iz leta v leto obeležujemo ta pomemben dogodek, se človek na začetku vedno vpraša, kaj novega lahko še zvemo, kaj novega lahko še povemo. In vsakič znova smo iz osrednjih govorov, ki nam jih pripravijo večinoma tedanji poslanci, presenečeni, kaj vse novega lahko kljub 30 letom, ki je minilo, zvemo. Tudi sam sem za ta uvodni nagovor, ki mi je bil danes določen, rekel, potrebno je pogledati, ali je mogoče še kaj takega, kar vendarle iz tega obdobja ne vemo, ali je mogoče kaj takega, kar smo spregledali. In kot po naključju mi je v roke prišla knjiga enega od tedanjih ključnih avtorjev tega dogodka tukaj, dr. Petra Jambreka. Moram reči, da sem se v tistem delu, kjer je razlagal, kaj vse se je tukaj dogajalo, v prvem delu kar nekoliko zabaval. Če povem malce bolj na kratko, je med drugim povedal, kar me je sila presenetilo, da so se odločili, da bodo tisti ta glavni del, ko bodo povedali pravzaprav, da gre za osamosvojitev, povedali ali pa predstavili po kosilu, zato da ne bodo tedanji poslanci bili nervozni in silili na kosilo, in pa seveda, da bodo imeli po kosilu dovolj časa. Ali pa recimo drug tak zanimiv dogodek, ki ga je opisal, je bil ta, kar me je še bolj presenetilo, da je v dopoldanskem delu nemalo kdo, omenil je sicer samo enega, omenil je dr. Franceta Bučarja, razpravljal proti osamosvojitvi. To me je zelo presenetilo. Torej, vendarle je bilo tudi v tej dvorani precej napeto in precej iskrivo, preden se je dokončno odločilo tako, kot se je. Pa vendar sem se odločil, dovolite mi, da preberem nekaj kratkih vrstic iz njegove knjige. Zelo so zanimive, upam, da ne bodo predolge, bodo pa saj deloma odkrile ali pa ponovno razkrile tisto, kar je bilo bistvo. Torej, ne vsi, samo del slovenske politike, samo Demos je bil za osamosvojitev, ne celotna slovenska politika. Ali je bil torej, citiram seveda, ali je bil torej v Poljčah z zaroto izveden udar? Čigav udar in proti komu? Je že res, da sta dva najvišja funkcionarja organizacije, predsednik sveta in predsednik poslanskega kluba Demosa, skladno s pravili organizirala seminar, sestanek poslancev svoje koalicije. Na dnevnem redu je bilo splošno vprašanje osamosvojitve Slovenije, ne pa tudi znano
in še neodločeno vprašanje plebiscita. Nenačrtovani konkretni odgovor na to vprašanje je naletel na navdušeno soglasje širokega predstavniškega telesa, vseh poslancev vladajoče koalicije. Torej je po drugi strani res, da v Poljcah prvič prišlo za prenos odločanja in za bližnjičo do dokončne odločitve z ožjega organa, torej sveta Demosa, vlade in vodstva koalicijskih strank, na širši demokratični organ, na poslance. Poslanska odločitev za plebiscit je uspešno obšla srednjo politično raven Demosa, tisto vmesno med obema predsednikoma in poslanci. V fazi odločanja znotraj koalicije je seveda obšla tudi parlamentarno opozicijo. Sam ne vem, tako pravi dr. Jamnik, in se ne spomnim, ali smo Zagožen, Pučnik, jaz in še nekateri, kdaj v tistem tednu pred sestankom v Poljčah vse to izrecno povedali, ali pa se je to razumelo molče in samo po sebi. Drug pomemben vidik omenjene molčečnosti pa je bilo razmerje do tedanje opozicije, tedaj še neposredno kontinuitete jugoslovanskega nedemokratičnega režima. V tem političnem razmerju je bila poslovna skrivnost, pod narekovaji seveda, plebiscitarne strategije tisti teden dni pred Poljčami in v Poljčah samih del taktike presenečenja z namenom postaviti tedanjo parlamentarno opozicijo, podobno tudi notranjo opozicijo Demosa pred izvršeno dejstvo, ki ni bilo več poti nazaj. Podobno navdušenje, kot je zajelo po predstavitvi plebiscitne strategije Demosove poslance, je namreč zajelo tudi njen, po medijski objavi seveda, tudi široke slovenske množice, slovensko ljudstvo. Tudi demokratično javno mnenje po objavi odločitve v torek 13. novembra, kot veste, je prvi to sporočil dr. Jože Pučnik, ne šele 13. ampak že tisto soboto, ni dopustilo več poti nazaj. Od tod tudi zadržana, pa ne vedno tudi pritajena, jeza vodilnih opozicijskih politikov nad enostransko odločitvijo iz Poljč. Torej, tisti teden pred Poljčami je bila odigrana, in v Poljčah samih seveda, je bila odigrana zanimiva partija pokra, pravi dr. Jamrek. V tej partiji za zmago niso zadostovale le boljše karte, ampak tudi trenutek, ko je bil zmagoviti niz kart tudi izigran. Ne prekmalu, ne prepozno. In spoštovani, tega trenutka, ki ni bil ne prekmalu, ne prepozno, se spominjamo tu v Poljčah vsako leto in zato vam tudi današnji večer želim en izjemen užitek v spominjanju na čas, ko je de facto začela ali pa ko se je odločilo, da bomo imeli samostojno slovensko državo. Slovenecem, tako je mati djala, ko me je dite pestovala, ko me je dite pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenecem, Slovenecem, zatorej dobro vem, Slovenecem, 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 jaz ljubim močetnjavo, gorim za njeno čast in slavo, gorim za njeno čast in slavo. Kar čutim, to povem, Slovenecem,
Spoštovani, zagotovo boste danes slišali o zgodovinskih dejstev dogodka tukaj v Poljčah večkrat, ampak nič ni narobe. Vzemite to recimo kot kratko učno uro, zato vas prosim, da ste skoncentrirani, da ne prepisujete, da ne mečete papirčke in da lepo prosim ugasnete telefone in ne pošiljate mamam SMS-e. Pa gremo nazaj k resnim zadevam. Namen dvodnevnega posveta tu v Poljčah je bil predvsem v tem, da se poslanci takrat vodilnega demosa seznanijo s vsemi tveganji in morebitnimi posledicami, ki jih bo v prihodnjih dneh, mesecih in morda celo desetletjih, kot so nam napovedovale velesile, doživljala Slovenija. Politiki pa jih bodo morali reševati in predvsem zagovarjati, ko bo navdušenje o samostojnosti prešlo v realnost. Pojavljali so se številni pomisleki in dvomi, a ob politični in logični obrazložitvi posameznih strokovnjakov so bili predlagani sklepi o razpisu referenduma sprejeti z navdušenjem. Prav tako so visoko podporo navzočih doživeli tudi ostali sklepi in predlogi, ki so bili nujni za priprave in dokončno osamosvojitev Slovenije od vojaške, carinske in monetarne ter ekonomske politike, ki so nujni za razglasitev države samostojne Slovenije. Spoštovani, sedaj pa k besedi vabim župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Spoštovani visoki gostje, cenjene udeleženke in udeleženci slovesnosti. Dobrodošli v Poljčah in v naši prelepi občini Radovljica. Prav na našem območju so poslanci demosa sprejeli sklep, ki je pripeljal do plebiscitne odločitve za samostojno Slovenijo. Od tedaj je minilo že skoraj 30 let, vendar so spomini na naše enotno, pogumno in uspešno zgodovinsko dejanje še sveži. K temu prispevajo tudi slovesnosti, kakršna je današnja slavnostna akademija, ki je vsako leto pripravi Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. S spominjanjem in opominjanjem krepimo našo narodno zavest, domoljubje in pozitivne vrednote naše samostojne slovenske države. Ob sodelovanju za napredek je to pomembno za našo sedanjost in prihodnost, za dostojno in polno življenje vseh državljank in državljanov. Želim vam prijeten večer. Videl sem tvoje cvetoče ravnine, videl v njih lepe prijazne vasi, videl sem snegom pokrite planine, hribčke in gričke in strme rebri. Polju zoreče je žito šumelo, cvet je krasilo zelene trave, v drevju grmičju se glasno je pelo, z hribov so vriskale bele cerkve. Sveta si zemlja ti blagoslovljena, si od najvišjega kralja neba. Ti z mojih dedov krvjo napojena, tebi vsa moja ljubezen velja.
tebi živeti in zate umreti. Moja Slovenija, jaz le želim, ko ti še lepših dni zarja zasveti, tvojih najtleh svoj počitek dobi. Ko ti še lepših dni zarja zasveti, tvojih najtleh svoj počitek dobi. Ne glede na zasluge, ne glede na storjena dela in predvsem ne glede na naše želje, čas dela svoje. Ostajajo nam spomini, ostajajo zasluge, a tudi, če smo že malo trudni, nam, spoštovane in spoštovani, nam, nekoliko starejšim, ostaja ena bistvena naloga. Dejstva in spomine, domoljubje in vrednote osamosvojitve prenašati na mlajši rod. Ne samo izobrazba in materialna podpora ter seveda ljubezen do družine. Mladim moramo v zapuščino in v doto dati demokratično Slovenijo, dati ljubezen do domovine, ljubezen do domače grude. In jih, seveda, predno prevzamejo našo zapuščino, tako kot dobri starši naredijo, naučiti, da to cenijo in da to nadgradijo. Spregovoril nam bo član mladinske sekcije Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve Triglav, Andrej Hojvik. Spoštovani navzoči, dragi mladi. Natanko pred 29 leti je v tej dvorani padla odločitev, da se slovenska samostojnost in neodvisnost izrazita z neposredno voljo slovenskega ljudstva, s plebiscitom. Zagotovo prištevamo 9. in 10. november leta 1990 za odločilna dneva, ko je pogum premagal strah, za kar se vam, takratnim poslancem in poslankam Demosove koalicije, v imenu mladih iskreno zahvaljujem. Odločitev za svojo državo namreč ni bila tako samoumevna in brez nevarnosti za podpornike in graditelje slovenske države, kot se to morda zdi danes. Tako je bil storjen prvi korak na poti, ki je bila začrtana s prebrano Majniško deklaracijo na Kongresnem trgu maja 1989. Začrtana je bila pot, ki naj bi omogočila suverenost, pot, ki naj bi udejanila politični pluralizem, pot, ki naj bi temeljila na varstvu človekovih pravic in svoboščin, pot, ki naj bi vzpostavila družbeno ureditev z zagotavljanjem duhovne in gmotne blaginje. Pot, ki jo je po besedah Toneta Pavčka, ko hodiš, pojdi zmeraj do konca, potrebno še prehoditi. To pot moramo prehoditi mi, mladi. Mnogo nas je, ki smo bili rojeni že v samostojni slovenski državi in zato imamo srečo, da nismo izkusili temnih plati režima, ki nam je vladal v naši polpretekli zgodovini. Mladi, si danes želimo dobrega in hitrega javnega prevoza, urejene in dosegljive zdravstvene oskrbe zase in za svoje starše, urejenega in pravičnega trga dela, želimo si višjih plač in dobre stanovanjske ter družinske politike. Želimo si tehnološkega in digitalizacijskega napredka v čistem in varnem okolju. Ampak o tem le govorimo in se največkrat zgolj zgražamo, zakaj potrebni ukrepi ne gredo v to smer. Nezadovoljni morda odidemo celo protestirati pred državni zbor, najraje v času obveznega pouka. Ključno vprašanje je, ali smo dovolj odgovorni, da bi k tem svojim željam in protestom ob bok postavili tudi dovoljšno mero državljanske odgovornosti. Zgovoren je podatek, da se je v lanskem letu le vsak 8. mlad,
torej star med 18 in 30 letom, podal na državnozborske volitve in izbral stranko, ki bi zastopala njegove interese. Mladi, kakor kaže omenjeni podatek, nismo dovolj motivirani za odločanje in spremembe na bolje, kljub vedno hitrejšemu pretoku informacij na socialnih omrežjih, ki naj nam bi olajšale to izbiro. Nekateri moji vrstniki mi odgovarjajo, da se mnenje mladih ne upošteva in da je udeležitev na volitvah brezvezna in potrata časa, saj med njimi velja prepričanje, da so vsi politiki isti. Nič čudnega, saj danes spremljamo naše voditelje, ki govorijo, kako je težko vladati in delovati v dobrobit države, saj je v igri preveč partnerjev, ki kvarijo peko krofov. Posledično dobrih krofov, kaj šele učinkovitih reform, ni na vidiku. Lanski predvolilni in povolilni čas ni bil namenjen oblikovanju uspešne koalicije, ampak predvsem temu, da se je preprečilo sodelovanje s potencialno in kasneje dejansko zmagovalko teh volitev. Zdi se, da je Slovenija skrenila s poti, ki je združevala v času osamosvojitve. Ne izvršuje se sodb oziroma odločb Ustavnega sodišča, ne spoštuje se človekovih pravic in dostojanstva. Večmilijonski dolgovi se odpisujejo le nekaterim, ob tem, ko se najrevnejšim otežuje dostop do kreditov, ki je posredno posledica trenutne davčne politike. Po vrhu pa se netransparentno in nespametno troši davkoplačevalski denar. Pristojni organi se neučinkovito lotevajo sistemske korupcije, čakalne vrste v zdravstvu in zobozdravstvu so še vedno predolge. Ljudje smo razdeljeni na prvo in drugo razredne. Mladim se lažno predstavlja brezskrbno življenje v socializmu, kar vodi do poveličevanja simbolov totalitarizma, ki nam ga v Sloveniji še do danes ni uspelo obsoditi niti na ravni resolucij Evropske unije. Četrta veja oblasti, medijska sfera, pa o tem zelo mlačno poroča ali pa se osredotoča na obstranske teme, ki mnogokrat niso v javnem interesu. Da bi zagotovili večjo aktivnost mladih in vrnili njihovo zaupanje v demokracijo, bo v srednjih šolah uveden nov predmet, in sicer državljanska vzgoja. Pri tem predmetu naj bi srednješolci spoznavali svoje pravice in dolžnosti kot bodoči polnoletni državljani. To je po mojem mnenju eden izmed korakov v pravo smer. Želim si, da bi poznavanje institucij naše države in Evropske unije ter ocenjevanje tega znanja dvignilo aktivnost mladih. Vendar menim, da bi mladi pravi preboj doživeli šele s poznavanjem nastanka naše države, s čutom za skrb za svoj dom in z domovinsko vzgojo. Naprimer z zavedanjem, da imamo v naši državi tudi dan slovenske zastave, da imamo na voljo veliko več pravic in svoboščin, kakor so jih imeli naši starši in njihovi predniki, da imamo možnost ponosno zaploskati naši čudoviti himni, Prešernovi Zdravljici, da nas morda osreči ta znana pesem Moje dežela in ritem Golice, da tujcem ponosno predstavimo naš jezik in se pohvalimo svojevrstnimi jezikovnimi posebnostmi, naprimer z dvojino. V tem letu sta nas zapustila dva častitljiva človeka. Gospod Ivan Oman, starosta slovenske pomladi, ki ga prištevamo med ustanovne očete naše države, in gospod David Tasić, ki je leta 1988 kot najmlajši član četverice JBTZ pomembno prispeval k ljudski vstaji in prebojenju slovenskega naroda. Gospod Oman je ob ustanavljanju Slovenske kmečke zveze dejal: Slovenski kmet ni kot ameriški farmer, ki zapusti svojo kmetijo in gre, ko ji ne gre dobro. Slovenski kmet vztraja. V enem zadnjih intervjujev pa je žal dodal: a ne verjamem, da bo dolgo tako. Bojim se, da bo tudi slovenski kmet postal kot ameriški farmer. Naslednja generacija najbrž ne bo navezana več na svojo zemljo, pa bi morala biti, če ne bo tega naroda počasi zmanjkalo. David Tasić, takrat 25-letni mladenič, je leta 1988 kot obsojenec, a v ljudskih očeh moralni zmagovalec, ob prihodu iz pripora dejal: vse je že jasno, hvala.
Resnično upam, da se bo kmalu prebudila nova generacija mladih, ki ji bo postalo vse jasno. Jasno, da je na nas mladih, da ohranimo svoj narod, kulturo in vzpostavimo takšno državo, ki bo temeljila na vrednotah, ki so prevevale Poljče novembra 1990. Srca vsem igrajo, da skakljajo nad vodo. Še valovi šepetajo in šumljajo med sabo. Tukaj slava vence vije, srce bije nam gorko. Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. Saj, ker vem, da znate, vsem lahko tudi malo pomagate. Vmes sem ne preveč na glas. Ne? Spoštovane in spoštovani, ker gre tudi na današnji proslavi, kot sem dejal, zato da ne pozabimo ključnih dogodkov slovenske osamosvojitve, ker gre za, kot smo prej ugotovili, učno zgodovinsko uro. Bom, preden k besedi povabim nocojšnjega slavnostnega govorca, udeleženca takratnih zgodovinskih dogodkov v Poljčah, še enkrat več spomnil na še en dogodek, povezan z odločitvijo v Poljčah. Gre pa v tem primeru verjetno kar za marketinško potezo doktorja Jožeta Pučnika. Časopis Delo je namreč 10. novembra 1990 objavil novico, ki je v javnosti odjeknila kot prava bomba. Predsednik slovenskega Demosa, dr. Jože Pučnik, je na Ptuju povedal, da se bomo Slovenci odločali o samostojnosti Slovenije na plebiscitu 23. decembra letos. No, dr. Pučnik je kasneje razlagal, da mu je verjetno ta informacija malo ušla. Spoštovane in spoštovani, slavnostni govorec na obeležitvi 29-letnice odločitve o slovenski samostojnosti je takratni član Demosa, gospod Marjan Podobnik. Prosim.
Spoštovani osamosvojitelji, spoštovani visoki gostje, spoštovani vsi zbrani. Čujte gore in bregovi, da sinovi slave smo. Hvala kulturnima ustvarjalcema za ta prispevek k dvigovanju duha, ki ga tudi danes ob tem, ko se spominjamo te pomembne obletnice, močno rabimo. Spominjamo se 29-letnice dogodka, ko smo se odločili za plebiscit, za datum, za način odločanja o samostojni in neodvisni Sloveniji. Jaz sem bil takrat tukaj med mlajšimi, vodil pa sem najštevilčnejši poslanski klub takratne Slovenske kmečke zveze, torej najštevilčnejši znotraj Demosa. In vsi tisti, ki ste danes tukaj, veste, tako kot je bilo že prej delno rečeno, ni bilo vse seveda tako lepo, mirno, romantično. Bilo je kar težko. Odločati smo se morali o eni odločitvi, ki se je seveda kasneje kazala kot mnogo bolj pogumna kot v tistem času, ampak ni bilo treba vedeti ravno vsega po svetu, pa smo dobro vedeli, da nam je največja svetovna sila povedala, da nas nikoli ne bodo priznali, če se bomo osamosvojili, in da smo vedeli, da smo imeli menda 4. armado takratnega časa v tem okolju, ki je pravzaprav grozila, da bo ščitila prejšnjo državo in prejšnjo ureditev. Zato moj poklon in priznanje vsem tistim, ki ste danes tukaj, ki jih ni, tudi tistim, ki so že pokojni. Ta odločitev bo vedno pomembna, ne glede na to, koliko kvadratnih centimetrov bo v naših učbenikih te teme, in kot je predsednik združenja, gospod Hojs, povedal, bo potrebno, da pride neka drugačna politična oblast, ki bo znala resnico na pravi način predstaviti v korist vseh, ne samo v korist teh, ki smo bili tukaj ali pa ki imamo naš pogled. Kajti, takrat je bila dosežena, kljub temu, da je bilo rečeno, nepopolna enotnost, res je, niti slučajno ni bila popolna enotnost, pa vendarle največja, odkar imamo vedenje o nas oziroma o tem, da želimo imeti in živeti na svojem kot samostojna in neodvisna država. Zakaj se mi zdi tako pomembno, da smo na nek način prizanesljivi do tistih, ki so se priključili mnogo kasneje, pa so bili vendarle pomembni, da so se priključili. Veste, o katerih skupinah in posameznikih govorim. Pomembni so bili zato, da smo dosegli močno večino, močno zastopanje, močno udeležbo na plebiscitu, zato da smo lažje prepričali ljudi, da je to prava stvar. Na nek način je prav, da priznamo vsem tem ljudem tudi to, da pravzaprav niso izkoristili možnosti, da bi svoj politični in siceršnji vpliv izkoristili za aktivno delovanje proti osamosvojitvi. Čeprav ni bilo treba preveč biti pameten, da se je videlo, da niso bili intimno za to stvar. In še zaradi ene stvari se mi zdi pomembno, da se z veseljem in ponosom spominjamo tudi še največje dosežene enotnosti. Predvsem zato, ker jo bomo morda zelo kmalu zopet potrebovali. Tako kot takrat nismo vedeli, kaj nas čaka z jugoslovansko armado, ob tem, ko so nam velesile govorile, da nas v nobenem primeru ne bodo priznale, danes ne vemo, kaj bo, če se uresničijo grožnje turškega predsednika in druge napovedi, ki govorijo, da ne le 10 tisoč in 100 tisoči, morda milijoni prihajajo v tej smeri, in je povsem jasno, da bi spremenili in uničili značaj in evropsko civilizacijo.
In mi moramo zelo jasno povedati, ker vemo, da na Madžarsko ne bodo mogli iti, preko Italije in preko morja tudi ne, italijansko-slovenska in italijansko-avstrijska meja bo pa tudi zaprta, to vemo, kar pomeni, da če pridejo, bodo mnogi tu ostali in vemo, kaj čaka v tem primeru Slovenijo. Jaz mislim, da je treba jasno povedati tej oblasti sedanji in ljudem, ki tiščijo glavo v pesek tako globoko, da ja ne bi videli in slišali, kaj nam lahko grozi, če ne bomo naredili potez, ki jih lahko naredimo še v tem trenutku. Torej, da se zaščitimo, kot so nekatere države to uspešno naredile. Madžarska je uspešno naredila, nekatere višegrajske države, tudi zakoni v nekaterih drugih državah, vemo, kaj je v Italiji, delno tudi v Franciji. Naša zakonodaja, naša aktualna politika ne daje nikakršnega jamstva za kakršnokoli realno zaščito, če pride do množičnega navala teh migrantov. Zato je treba povedati, da kot nas je bilo toliko nazaj, torej naj rečem, ker vprašanje, danes je zgodovinska ura, naj vsak še nekaj doda. In ko sem razmišljal, kaj dodati, ob tem, da so predhodniki in še posebej predstavnik mladih povedali pravzaprav, kaj je narobe in kaj je bilo treba narediti, da lahko rečem samo točno. In to bomo naredili. Če bo treba še enkrat, še dvakrat, še trikrat, ne sklicujmo se, da smo stari. V torek gremo obiskat gospoda Borisa Pahorja, mu pomagati malo okoli hiše. 106 let ima. Piše, razmišlja, do zadnjega trenutka. Moj tast, starosta slovenske politike, pokojni Ivan Oman, je nekaj dni pred smrtjo še govoril, sem bil pri njemu, je dal še eno izjavo o podeželju. Do zadnjega trenutka je bil aktiven. Nimamo se pravico zgovarjati. Ne na leta, ne na to, da smo ljudje pasivni, da je apatija in tako naprej. Nimamo pravice do tega. Prvič zato, ker ni razlogov za depresijo, za občutek nemoči, za to, češ vse bo podrto, vse bo šlo. Ni res. Glejte, jaz sem veliko po svetu, še posebej proti jugu in vzhodu. Mi imamo še vedno čudovito deželo, čudovito državo. Nam jo upravičeno zavidajo, ne le na vzhodu in jugu, tudi na zahodu in severu, marsikje. Treba je pa neke stvari seveda narediti in ne bomo jih naredili, če ljudje ne bodo v naših očeh videli, da mi v to verjamemo. Ljudje včasih rečejo, kako bomo mi ljudi prepričali. Jaz pravim, sebe prepričaj. Si prepričan? Daj mi 5 minut, te bom jaz skušal prepričati. Potem pa prepričaj svojo ženo, moža, brata, soseda, sorodnika, sodelavca. Potem bo metuljev efekt deloval. Ni potrebno. Glejte, koliko nas je bilo, spomnite se, tudi ko se je šlo za Demos, pa to, ker bo prerečeno, smo imeli trdo jedro, pa malo bolj mehko, pa ono, eni in drugi so bili potrebni, bodimo odkriti, smo kar dobro speljali osamosvojitev. Ni nas bilo taka večina, da bi lahko rekli, s to večino smo uspeli in zmagali. S prepričljivostjo, da delamo pravo stvar, smo zmagali. In če se, tudi zakaj ne smemo biti črnogledi? Prvič zato, kot sem rekel, ker ni razloga. Mi smo zmagovalci, bili takrat in samo čas, vprašanje časa je, kdaj bo tista Slovenija, ki smo jo takrat delali, ponovno zmagala. Ker tisti, ki ropajo, ki uničujejo temeljne človekove pravice, če so včeraj gledali Tarčo na nacionalni televiziji, je nekaj nemogočega. Danes me je sodelavka vprašala, kaj sem si predstavljal pred 29 leti. Nisem mislil o tem, kaj bo čez 29 let. Ampak v najhujših sanjah, najhujši nočni mori si nisem mogel predstavljati, da bo možno, da bodo za mojo in prihodnost mojih otrok in vnukov kradli tako na debelo iz žepov in to brez, da bi iskali kakšne obvode, da bodo tako grobo zlorabljali sodišča, kot samo najhujše totalitarne države, v najbolj morastih sanjah si tega nisem mogel predstavljati. Ampak takoj spet povem, to je treba spremeniti in to bomo spremenili. Ne glejmo na stvari, kjer smo si različni. Stranke, posamezniki, ki smo takrat sodelovali. Imamo razlike, ampak mnogo večje in pomembnejše so sorodnosti
ki nas povezujejo, veliko večino Slovencev v odnosu do tistih, ki so to vzeli za svoj plen in zlorabljajo na debelo, ves ta čas so v prejšnjem obdobju in preko teh udbaških in drugih vzvodov nadaljujejo naprej. To bomo spremenili. Jaz sem trdno prepričan, da moramo v to verjeti, zato ker je to utemeljena vera. In če rečemo, da smo kristjani ali kristjani, ki verjamemo v krščanski temelj, v upanje in zaupanje, ki je razlog veselja, ali pa kristjani, ali tisti, ki rečemo, spoštujemo krščanske vrednote kot temelje evropske civilizacije in tudi slovenske. Če rečemo, da smo kristjani, že zato ne smemo biti ne pesimisti, ne tisti, ki vržemo puško v koruzo. Bistvo krščanstva je upanje in veselje. In mi se moramo veseliti, danes je tu praznik. Lejte, nas nič ne skrbi, kogarkoli od nas povabijo na soočenje, danes gre v Odmeve na 24 ur, kamorkoli. Mi gremo povsod. Tisti, ki jih skrbi, pa ne hodijo na soočenja. Kdaj ste imeli v prvi vrsti ta prava soočenja s kom? O bančnem kriminalu, o korupciji pri velikih infrastrukturnih projektih, v zdravstvu in tako naprej. Ni se nam treba bati, na pravi poti smo. In zato se mi zdi pomembno, da recimo prej sem omenil migracije nezakonite. Hočejo nam povedati, da če samo rečeš to, si že na meji sovražnega govora. Ne bomo pristali, da bo pesem Slovenec sem postala sovražni govor. Smo pa blizu. Če se ne bomo oglasili in rekli, oprostite, ne pristanemo. Ni to vaša država. Ni. Smola je, da smo tudi sami naredili tudi zase sebe kakšno napako za to, da smo dali možnost, da pač taki ljudje vodijo državo, pri čemer marsikdo se trudi, tudi v vladi, tudi na različnih drugih področjih, ampak če smer ni ta prava, potem žal stvari ne gredo v pravi smeri. Ko sem rekel za nezakonite migracije, 5000 nas je bilo pred Prešernovim spomenikom. Če bo treba, jih bo 50 000. In če bo treba, bomo šli na slovensko-hrvaško mejo. Mi ne bomo pustili tem, ki zdaj vodijo, predsedniku vlade, notranjemu ministru, ministrici za obrambo in tako naprej, da bodo nam razlagali, da mi ne moramo, zaradi Marakeškega sporazuma, zaradi tega, ker je nekdo v Bruslu, bodimo odkriti, Evropa ima veliko težavo. Ste videli, kaj je Macron rekel včeraj? Če predsednik druge največje, najpomembnejše evropske države na tak način govori o NATO in o Evropi, češ Evropa je itak pred propadom, NATO je pa na pol mrtva zgodba, potem moramo vedeti, da ne moramo se mi zanašati na njih, ampak se moramo zanašati na sebe in to na način, da povežemo vse tiste pozitivne, ki jih je mnogo več kot samo v krogu strank, ki smo takrat bile ali pa njihovih naslednic, mnogo več, kot jih je v tem trenutku v opoziciji ali pa izven vlade na opozicijski strani, kajti tudi mnogo ljudi, ki so volili različne te stranke, ve, da to, kamor zdaj gre, ni v redu. In mi moramo z našim načinom in pristopom dati možnost, da podprejo prave pozitivne rešitve in jaz sem tu velik optimist. In samo še to, bi kdo rekel, ja, sej to nek lažen optimizem, sej fajn, ne? Sej fajn, da to govoriš. Jaz tako povem svojo izkušnjo, lejte, jaz sem postal predsednik stranke s podporo istih ljudi, ki so me 3 leta prej izključili stranke, potem, pa ne, da so me vključili nazaj v stranko, ampak sem postavil za predsednika stranke. A mi smo tudi prišli iz 207 000 glasov na 23 000 glasov. Jaz sem trdno prepričan, da bomo uspeli. Ampak ni zame bistveno, da mi uspemo, se to imenuje, jaz sem izjemno ponosen na Slovensko ljudsko stranko, bili smo prvi, ko smo delali Slovensko kmečko zvezo v času slovenske pomladi, ampak temeljno je, da smo en del tega, kakorkoli se bo že imenovalo, ki bo peljala v smeri in pripeljala do tega, do take Slovenije, ki bo pomagala graditi tako Evropo, v kakršno smo upravičeno verjeli, ko smo se osamosvajali. In zato hajde reče, ni možnost, poglejte ankete, 60, 40, 70, 30. Ni res. Im rekel, ja, poglejte zadnje volitve. Kjer volitve so bile zadnje? Evropske. 4-4. Kaj pa prejšnje evropske? 5-3. Se pravi, tudi, če bi gledal samo številke, je dejstvo, da
so vse možnosti, če bomo verjeli, da iščemo pozitivno drug v drugem in to je težka stvar. Jaz se zavedam, verjamem, se marsikdo med vami tudi ne more s tem v celoti strinjati. Ampak če ne bomo mi poiskali dobrega v tistih, ki so zdaj, ki vodijo Slovenijo, ki so, jaz sem vprašal Ivana Oma mal pred smrtjo, je rekel celo za družino, mislim, da je napisal, dokler imamo to oblast, želim, da dela čim bolje, molimo za njo, da bo delala čim bolje, potem pa naredimo vse, da bo boljša oblast. Se pravi, dajmo mi povezati, tako kot smo, hvala Bogu, pred 29 leti z dogodkom tukaj, z velikim dogodkom, na katerega smo upravičeno ponosni, ki se ga upravičeno z veseljem spominjamo in se srečujemo, dajmo na isti način s polnim prepričanjem iti naprej in graditi pogoje za to, da bo postala Slovenija taka, kot smo jo upravičeno želeli in pričakovali ob osamosvojitvi. Hvala lepa. Hvala lepa. No, ko sem poslušal prej Andreja in zdaj gospoda Podobnika, sem ugotovil, veliko dela nas čaka, glede na moj tekst malo prej, fajn, da zavihamo rokave. Nismo najmlajši gospod Podobnik, ampak imamo pa velike energije, volje, predvsem pa v nas bije slovensko srce in nam bo ratalo. Že ves večer sta z nami baritonist Primož Krt in pianist Edvard Došler. Ko smo se pogovarjali, sem rekel, fanta, nekaj moramo vas povedati. Pa ne rabiš, lej, mi dva bova zapela. In sta prišla in poeta in še bosta pela. O njo lahko povem le to, sta velika domoljuba. Zdrava bodi moja lepa domovina.
Zdrava bodi moja lepa domovina, moja lepa domovina. Veste, zakaj me navdaja optimizem, da nam bo uspelo? Dolgo leta se že družimo tukaj, jaz sem vedno na tem mestu, imam najboljši pregled nad sedeži, danes smo nabito polni, ljudje morajo stati. A ni to dovoljšen razlog, da smo optimisti? In zato vsem skupaj hvala lepa, da ste tudi nocoj z nami delili del slovenske zgodovine, na katero smo tako zelo ponosni. Hvala tudi praporščakom Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. En aplavz, prosim. In pa seveda baritonistu Primožu Krtu in pianistu Edvardu Došlerju. Hvala tudi seveda našim gostiteljem, centru NATO tukaj v Poljčah. In če je to bil večer spomina, zgodovinske ure, utrjevanja spomina na pomembne dogodke slovenske osamosvojitve, naj zdaj tistim, ki so pozabili na naslednje besede doktorja Jožeta Pučnika, no, verjetno takšnih med nami sicer ni, ampak vseeno še enkrat zelo jasno in zelo na glas povem, Jugoslavije ni več. Jugoslavije ni več. Zdaj gre za Slovenijo. Hvala lepa. Vsem skupaj hvala še enkrat, srečno pot domov, srečno domovini, Bog nam živi Slovenijo, lahko noč.